Umetno zgrajene ceste poligona na Vranskem so prvovrstno okolje za učenje pravilnih manevrov, ki jih moramo vozniki obvladati v kritičnih situacijah. Toda inštruktorji v rumenih majicah vse pogosteje poligon dopolnjujejo z urami vožnje v realnem prometu, po ta pravih cestah. Tako so lansko leto zasedli kar 700 desnih sedežev v avtomobilih starejših voznikov. Pa na teh vožnjah niso učili klasično pošolsko, ampak je šlo bolj za klepet o ustreznem ravnanju v prometu. Zato tudi se ta vrsta tečaja vožnje ne imenuje šola vožnje, ampak kar osvežitvena vožnja. No, letošnje poletje bodo osvežitvenih voženj deležni tudi motoristi in prijave na izlet v družbi AMZS-jevih inštruktorjev se odprejo prav zdaj. Poskenirajte torej kodo in izberite vaš termin, še preden se vsa mesta zapolnijo. Super, mam. Kako pa so videti te osvežitvene vožnje v praksi, smo spoznali, ko so inštruktorji izbirali letošnjo traso. Privilegij biti prva pa je dobila simpatična, direktna in zgovorna motoristka z že doseženo motoristično diplomo. Sem Tjaša Fifer, slovenska enduro voznica. Tekmujem svetovna prvenstva, ekstrem enduro in uživam na motorju. Kaj pa pomeni užitek na motorju? Ne znam vam tega opisati. Jaz pač res edino pod motorjem vse odklopim, se smejem pod čelado. To nisem vedela, dokler nisem GoPro kamere namontirala, pa pol videla posnetke, da se skozi smejem, pa vriskam, no to je meni užitek. Užitek privabi pospešek ali naklon? Ko te osvem. Ko ujamem flow, ko mi je fajn, ko teče vse, takrat se smejem. Potrjujemo, da ste inštruktorja Darko in Marko izbrala odlično cesto za treniranje tega, kako na cesti ujeti flow kot motorističnemu idealu, pravi Tjaša. Kaj konkretno si recimo odnesla od njiju dveh? V bistvu dobre linije imata, res sta dinamična, res se vidi, da je to njuna služba, res sta suverena voznika, no. Rada bi jih mogoče povabila na enduro. In če to reče motoristka, ki ima v domači vitrini res veliko dokazov, da motor obvlada, potem to nekaj šteje. Ampak saj je vedno tako, da se svojih napak najbolj zavedajo prav mojstri. Imam kar rešpekt pred cesto, moraš biti kar bolj skoncentriran, ker je fokus toliko večji na druge dejavnike, kot so drugi vozniki, nasploh cesta, nepredvidljive situacije, kar se tiče podlage, tako danes recimo, ko čez celo progo, čez celo ruto, kaj smo šli, si mogel biti res pazljiv, saj je bila cesta ozka, mokra tla, si prišel v šumo, se je spremenila svetloba, no, tako da tu ni toliko uživanja. Razen, ko priješ do ozkih, hitrih ovinkov, tam pa je spet. Seveda, ovinki so najboljši prijatelj motorista. Motoristi lahko uživajo predvsem v ovinkih. V ovinku se potem vidi, kdo si upa oziroma koliko ima kdo kilometrov za seboj. In prav zato osvežitvene vožnje potekajo najprej po ovinkih, po zaprtih ovinkih, kajti ne odločno sukanje desne ročice, temveč ustrezno prestavljanje lastnih kilogramov na ta pravo stran v ovinku, to je tisto, po čemer se pozna, kdo je motorist, ki razume, zakaj sploh gre pri motorju. Ob tem pa podatek, kolikšen staž ima motorist, kljub vsemu ne igra ključne vloge. Z leti so neke navade lahko tudi napačne. Ni nujno, da vsak dan imajo problem, pa da ga sploh imajo, ampak mogoče že zajamejo ovinek napačno, ampak se jim zdi vse v redu, ker ni nasprotnega prometa. Se pravi, da varnost ne definira to, da se nič ni zgodilo. Nikakor ne. Ker lahko je pač bilo do sedaj vedno vsak ovinek, ne bo neko vsak, ampak ogromno ovinkov narobe odpeljanih. Da se zavedamo, da lahko smo tudi mi zmotljivi ali pa delamo napake. In to popraviti je potem naš cilj tudi. V večini primerov inštruktorji zgolj popravljajo linijo, torej svetujejo, kdaj zavreti, kam gledati, kam se postaviti, koliko nagniti, kako nagniti, kdaj pospešiti. In še enkrat, pozor, nikar z glavo čez črto. Prava linija skozi ovinek je ena sama, ampak če nas je recimo 8 plus 2 inštruktorja, torej 10 na takšnem tečaju oziroma izletu, pol imamo 10 različnih hitrosti lahko v ovinkih. Kar pomeni, da nikakor ne želimo povedati komorkoli, da se mora peljati tako kot jaz ali pa jaz tako kot on skozi ovinek, ampak oči vsakemu povedo, kakšno hitrostjo se naj pelje. Kar se pa linij tiče in pa vsega ostalega, varnostne razdalje, vse to pa moramo vsi biti na istem.
Pravila skupinske vožnje, kakšne so? Kako se te zadnji v koloni počuti? Ni enostavno, ne, ker vedno imam občutek, da pa zamuja, da zaostaja, če ravno to ni temu tako. Ne. In tudi skozi pogovor že na začetku, preden se odpeljemo na ta izlet, pazimo oziroma pogovarjamo se z vsemi, da naj ne skrbijo za to, da je prvi odgovoren, ki bo potem zmanjšal hitrost in počakal, da se potem res kolona zopet ustvari takšna, kot je zamišljena, ne, da ni zdaj tega preveč razdalje med nami. Ves čas govorimo, da prav v ovinku motorist pokaže svoje znanje. Ampak pozor, nikar se ne razumemo narobe. V bistvu danes smo bili varni in dinamični, tako da smo se peljali na varni meji in pa zelo dinamično. No. Imamo digitalni dokaz. Na današnji vožnji, kaj so pokazali podatke? Kako smo vozili? Vozili smo odlično. Algoritem, ki ocenjuje te vožnje, je deloval podobno kot tudi inštruktor, tako da je potrdil, da je lahko vožnja, kljub temu, da je bila dinamična, obenem tudi varna, tako da je v bistvu bila ocenjena z 99 točkami od 100 možnih. Se pravi, če prav razumem, na nek način je zelo enostavno doseči tako modro vožnjo, tudi z dinamično vožnjo na motorju. Če je vožnja takšna kot danes, vsekakor. Je pa treba poudariti, da mi smo pri današnji vožnji upoštevali omejitve hitrosti, predvsem pri vožnji skozi naselja. Algoritem ocenjevanja voženj oziroma temelji predvsem na hitrosti oziroma prekročitvi hitrosti. Torej, aplikacija Drive grobo kaznuje divjake, ki se važijo po naseljih, hkrati pa odpravlja motoristovo bojazen, da bo kratila užitek v teh posvečenih trenutkih. Ne, Drive je do motoristov bolj prizanesljiv kot do voznikov avtomobilov. Pri snemanju voženj z motorji aplikacija Drive kot recimo temu prekomerno zaviranje ali pospeševanje zabeleži precej kasneje kot pri vožnji z avtomobili. Pritisneš start, pospraviš telefon v žep. V bistvu moram priznati, da sploh nisem razmišljala na zadevo. Pa je bil kljub samo rezultat 99. Ja, fajn je bilo, no. Glede na podatke, ki jih je pokazala aplikacija Drive, je bila ta naša vožnja zdaj neatraktivna, rečemo temu. Čisto v celoti modra in dve majhni rumeni pikci. Ja, in tudi pokazalo je, da je najvišja hitrost bila 90 km, torej nismo prekoračili tiste hitrosti. In jaz mislim, da skozi to, če pogledamo potem na koncu to Drive aplikacijo oziroma našo vožnjo, sami plusi, ne? Sami plusi, da se torej dinamično peljati. No, lepo bi bilo, če bi tudi v avtomobilih lahko uporabljali način sport, ker tudi z avtomobili se radi vozimo dinamično. Torej, razvijalci Driva, dajte nam Drive GTI. Ampak, če se vrnemo k osvežitvenim vožnjam. Osvežitvene vožnje za motoriste, ki jih AMZS-jevi inštruktorji izvajajo po idejni zasnovi oddelka za cestno preventivo Zavarovalnice Triglav, so torej nova oblika tečaja, ki pomaga k zavedanju, kako se obnašati v prometu, da bo ta bolj tekoč, bolj prijazen in bolj varen. Željo po takšnem prometu so že dokazali starejši vozniki in da je ta njihova želja res iskreno pristna, vam dokažemo z vašim naslednjim klikom.